Danes si bomo pogledali en precej drzen dokument. Dokument, ki trdi, da v samem jedru slovenskega pravnega sistema zeva ena nevarna luknja. In ne govorimo o neki majhni tehnični napaki s polhne. Gre za nekaj, kar avtorji vidijo kot sistemsko grožnjo samim temeljem naše države. Poglejmo si torej, kaj točno je njihov argument. Tukaj ga imamo. Namerno ustvarjena črna luknja. To je res osrednja teza celotne analize. Ključna beseda tukaj je namerno. Trditev je torej, da to ni bila neka spregledana napaka, ampak zavestno ustvarjena vrzel v sistemu. In zakaj je ta vrzel tako nevarna? Ker naj bi, po mnenju avtorjev, omogočala delovanje, ki je usmerjeno naravnost proti temeljem ustavne ureditve. Pojdimo torej globlje. Potopimo se v samo jedro tega argumenta. Kaj za vraga naj bi sploh bila ta ustavna črna luknja, o kateri govori ta vir? No, bistvo celotnega očitka se skriva v zakonu o političnih strankah. Poglejmo. Po navedbah tega vira je tako. Statut neke stranke, se pravi njen formalni notranji akt, mora biti v skladu z ustavo. To je jasno. Ampak, in tukaj je tisti ampak, ista zahteva ne bi veljala za njen politični program. Torej, za tisti ključni dokument, s katerim stranka dejansko nagovarja volivce in pove, kaj bo počela, če pride na oblast. In da bi bilo to domnevno neskladje še bolj jasno, ga ponazori z eno res zgovorno primerjavo. Predstavljajte si. Na eni strani imamo katerokoli društvo, recimo planinsko, kulturno, športno, čisto vseeno. Njegov temeljni akt, statut, mora biti 100% brezhibno skladen z ustavo. Na drugi strani pa imamo politično stranko, organizacijo, ki cilja na vodenje celotne države. In za njo ista zahteva ne velja za njen absolutno ključni dokument, politični program. Sliši se precej neverjetno, kaj ne? In če se je prejšnja primerjava zdela močna, poglejte tole. Da bi res poudarili, kako absurdna se jim zdi situacija, avtorji uporabijo tole. Res ostro prispodobo, s tem v bistvu sporočajo, da se pristojni organi ukvarjajo samo s formo, samo s papirji, medtem ko vsebina, tista vsebina, ki je po njihovem mnenju lahko naravnost uničujoča, ostane popolnoma nepreverjena. Dobro, recimo, da ta vrzel res obstaja. Kakšne pa so potem posledice? To je ključno vprašanje, kaj ne? Poglejmo si zdaj, kako opisuje mehanizem, s katerim naj bi se ta črna luknja v resnici izkoriščala v praksi. Scenarij gre nekako takole. Imamo stranko, ki gre na volitve s programom, ki vsebuje protiustavne cilje, in potem zmaga na volitvah. In ta zmaga se nato interpretira kot neka absolutna volja ljudstva, ki je s tem dala zeleno luč za celoten program. In kaj se zgodi? Ustvari se situacija, kjer naj bi demokratična legitimnost, torej zmaga na volitvah, postala argument, ki kar preseže in povozi določila same ustave. Zmaga postane pomembnejša od temeljnih pravil igre. In pozor, to naj ne bi bili neki naključni, posamični napadi, sploh ne. Proces, ki je usmerjen v razgradnjo 3 ključnih stebrov slovenske države. Kateri so torej ti 3 stebri, ki naj bi bili tarče? Poglejmo. Prvič, ekonomska osnova svobodne družbe, se pravi zasebna lastnina in podjetništvo. Drugič, samoobstoj države kot take, njena suverenost in neodvisnost. In tretjič, tisto, kar drži družbo skupaj, notranje vezivo naroda, družbena povezanost in enotnost. No, in zdaj pa pridemo do verjetno najbolj kontroverznega dela celotne te analize. Torej, kaj je ta osrednja teza? To, kar vidimo v parlamentu, ves ta politični boj, v resnici ni več pravi spopad idej. Da je to zgolj predstava za javnost, gledališče. V ozadju pa naj bi te iste stranke delovale kot nekakšen usklajen kartel. In v tem kartelu ima vsaka svojo, točno določeno vlogo pri doseganju nekega skupnega cilja, in ta cilj je razgradnja obstoječe ustavne ureditve. In dokument ne ostane samo pri splošnih trditvah, o ne, gre zelo konkretno in tem vlogam dodeli tudi imena. Po tej analizi naj bi bile vloge razdeljene takole. Napad na zasebno lastnino, to naj bi bila naloga levice z navedenim ciljem družbene lastnine. Potem razgradnja nacionalne suverenosti, to naj bi bila domena strank SD in Gibanje Svoboda, s končnim ciljem razpustitve Slovenije v Zvezno Evropsko unijo. In končno uničevanje družbene kohezije, zato vir navaja stranko SDS, ki naj bi sistematično spodbujala delitve, pri čemer naj bi ji NSI to omogočala, bodisi svojim delovanjem ali pa nedelovanjem. Dobro, to je bila res precej ostra diagnoza stanja.
Ampak dokument se tukaj ne ustavi, ne ostane samo pri kritiki. Iz te analize problema preide neposredno in to je pomembno k predlogu rešitve. In kaj je ta rešitev? No, osrednja zahteva je zelo neposredna in enoznačna. Treba je nujno takoj spremeniti zakon o političnih strankah. Cilj? Zaprla naj bi se ta domnevno usodna pravna vrzel. Enkrat za vselej. Predlagana rešitev je pa tudi zelo konkretna. Gre za 4 korake, pa si jih poglejmo. Prvi korak – spremeniti zakon. To je osnova. Drugi korak, in ta je res ključen, uvesti obvezno presojo programov, ampak pazite, preden gredo na volitve, ne potem. Tretji korak. To presojo naj ne bi izvajal kar nekdo, ampak nova, popolnoma neodvisna komisija vrhunskih pravnih strokovnjakov. In četrtič, seveda, ta komisija mora imeti tudi zope. Imela naj bi pooblastilo, da programe, ki imajo očitno protiustavne cilje, preprosto zavrne. In kaj bi bil končni cilj vsega tega? Gre za postavitev nekega temeljnega filtra. Imenujejo ga kar higienski minimum za politično areno. S tem bi se v bistvu preprečilo, da platforme, ki jih avtorji vidijo kot, subverzivne, sploh vstopijo v politično tekmo in se začnejo potegovati za oblast. Ko potegnemo črto, se celotna ta analiza, ki smo si jo pogledali, na koncu zlije v eno samo, večno vprašanje, ki je staro toliko kot demokracija sama. In sicer, kako naj se sistem zaščiti pred tistimi, ki bi njegova lastne pravila, njegove lastne svoboščine uporabili za to, da bi ga uničili. To res ni zgolj slovensko vprašanje. Sploh ne. To je temeljni paradoks, temeljna dilema, s katero se sooča čisto vsaka svobodna družba na svetu.